In lepo pozdravljeni na ta čudovit poletni dan, ko včeraj je Nova Slovenija praznovala 19. obletnico, 4. avgusta leta 2000 je bila Nova Slovenija tudi ustanovljena. Tako da prvo leto polnoletnosti je bilo za Novo Slovenijo precej pestro, zanimivo, dinamično, kot se za polnoletno damo tudi spodobi. Bili smo na pragu vstopa v vlado. Na koncu se je izvršilni odbor po temeljitem premisleku soglasno odločil, da v to vlado Marjana Šarca ne vstopimo. Predtem smo tudi zelo jasno povedali, brez kakršnih koli ovinkov, da bi bilo v danih okoliščinah pri zelo razdeljenem parlamentu za razvoj Slovenije dejansko najboljše oblikovati koalicijo 4 strank. V mislih smo imeli Novo Slovenijo, Listo Marjana Šarca, SMC in pa SDS. Seveda te stranke se za to vrstno koalicijo niso odločile. Iskreno smo imeli tudi željo vstopiti v vlado Marjana Šarca. Takrat smo postavili si v izvršilnem odboru 2 ključna pogoja za naš vstop v to vlado. En pogoj je bil programska uskladitev in drugi pogoj je bil, da se naši koalicijski partnerji odrečejo sodelovanju z Levico na točkah, kjer nimajo našega soglasja. Nas ne moti sodelovanje z Levico pri stvareh, kjer imamo skupne točke, nismo pa želeli, da bi v takšni vladni koaliciji bili stalno preglasovani z glasovi Levice na temah, kjer se ne bi strinjali. Programski del nam je šel odlično. Nekateri v izvršilnem odboru z nekoliko daljšo kilometrino so izpostavljali, da kar preveč dobro. Marsikaj smo uskladili, marsikaj smo dorekli, da koliko je bilo potem tukaj neke resne želje, da se to tudi uresniči, je druga stvar. Mislim, da je poslanec Han povedal precejšen del resnice, ko je dejal nedavno v parlamentu, da je lahko v koalicijski pogodbi zapisano karkoli, ampak on tega še vedno ne bo podprl. Tako da so bili pomisleki nekoliko bolj izkušenih morda v tistem trenutku na mestu. Dosegli smo tudi kadrovski dogovor, o katerem večkrat predsednik vlade govori. Res je, dogovor takrat v Kamniku je bil, da Nova Slovenija prevzame Ministrstvo za zdravje in pa Ministrstvo za obrambo in da sam ostanem predsednik državnega zbora, ampak to je bil kadrovski dogovor brez izpolnjenih vseh pogojev in vsekakor mi se nismo želeli za ta mesta odpovedati svojim idejam in tudi svojim vrednotam. Nekateri so nas potem zasmehovali v smislu, češ, da smo se zakalkulirali, mi temu ne pritrjujemo, mi smo pač ostali načelni in zvesti svojim vrednotam in idejam. Naj pa zelo jasno povem, da ne gojimo pa nobenih zamer, ne do predsednika vlade, ne do same vladne koalicije. Zavedamo se, da je v slovenskem političnem prostoru in zaradi proporcionalnega volilnega sistema sodelovanje potrebno, da brez sodelovanja ni možno premikati stvari naprej, niso možne neke resne spremembe na bolje. Zato je bila tudi naša ponudba nedavno za projektno sodelovanje resna, čeprav so jo nekateri označili, da je pokroviteljska, drugi so dejali, da je sarkastična, morda zgolj zato, ker sem uporabil izraz, ki se je v parlamentarnih hodnikih utrdil za sodelovanje med Levico in vladno koalicijo, ampak še enkrat pravim, tudi ko je dr. Bajuk pred 19 leti ustanavljal Novo Slovenijo, se je zavedal, da na sodelovanju in povezovanju temeljijo spremembe in da če želimo novo, tisto drugačno Slovenijo, potem seveda brez sodelovanja vsega tega ni možno. In tako kot so naši predhodniki pred 19 leti sanjali in zato tudi ustanovili novo stranko, so to tudi še danes naše aspiracije, da bi si želeli oblikovati drugačno Slovenijo, novo Slovenijo z malo začetnico, kjer bo predvsem pomembno, kaj znaš, ne koga poznaš, kjer bo ključno to, da za velike in male ribe veljajo enaka pravila igre
in da bomo vsi skupaj od svojega dela lahko dostojno živeli. To so na nek način še vedno 3 ključne stvari, ki še čakajo na realizacijo. Zdi pa se vse tako, takšen je občutek, da to sodelovanje z vladno, med Levico in vladno koalicijo nekega resnega razvojnega preboja ne omogoča in da po letu dni še kakšnih večnih strukturnih prilagoditev nismo doživeli in še enkrat več je tukaj na mestu ponudba Nove Slovenije za projektno sodelovanje. V mislih imamo predvsem področje zdravstva. Tukaj nas veseli, da minister Šabeder razmišlja podobno kot Nova Slovenija. Upajmo, da mu bo uspelo realizirati načrte, ki si jih je zadal. Vsej pri zadnjem srečanju, ki smo ga imeli z ministrom Šabedrom, smo lahko odkrili precej stičnih točk. Še enkrat smo prepričani, da za resno odpravo čakalnih vrst v zdravstvu je potrebno predvsem izkoristiti vse kapacitete, ki so na razpolago, ne glede na to, kako so te zdravstvene enote oziroma skupine organizirane, ali je to del državnega zdravstva, del koncesije ali del zasebnega zdravstva. Skratka, če želimo hitro odpraviti čakalne vrste, potem bi moral ZZZS državljanom plačati zdravljenje pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev, brez kakršnihkoli, torej z omejitvami, da dajo isto količino denarja, kot bi to stalo v državnih zdravstvenih zavodih. Da mi razmišljamo v pravo smer, govori tudi podatek, da gre več kot 300 milijonov evrov letno zgolj za bolniške. Če bi ta strošek ali pa ta sredstva, ki gre za bolniške, bistveno zmanjšali, potem bi seveda lahko tudi več ljudi zdravili pa zmanjšali čakalne vrste. Naslednja točka, kjer vidimo, da so potrebni resni premiki, je trg dela, kjer grejo sedanje rešitve Levice predvsem v smislu, da se zmanjšuje interes za delo, ker je razlika med nedelom in delom premajhna in te stvari je seveda potrebno spremeniti. In tretje področje, kjer Nova Slovenija tudi kaže resen interes za sodelovanje, je, da nekoliko drugače zastavimo velike državne investicije, kjer se bodo državne investicije predvsem dogajale zato, da bodo služile ljudem in pa varovanju okolja, ne pa toliko gradbenim baronom. Kot sem dejal, mi smo pripravljeni na sodelovanje, se pa ne ponujamo, sprejemamo tudi to, da lahko vladna koalicija sodeluje naprej v utečeni smeri, kot je sedaj. Mi bomo pred svojim lastnim pragom pometli, se pripravili na novo priložnost, zato smo že pred poletjem začeli z resno prenovo in osvežitvijo tudi Nove Slovenije. Oblikovali smo kar 4 delovne skupine, ki delajo spremembe znotraj stranke na različnih področjih. Zagotovo bo najbolj zanimiva stvar prenova temeljnega programa. Zadnjič smo temeljni program sprejemali leta 2009 v Mariboru, to je neka vrsta naša mala ustava naše stranke, kjer so zapisane naše temeljne vrednote in ideje. Po 10 letih se vsekakor spodobi, da ta naš temeljni program nekoliko osvežimo, ga tudi aktualiziramo. Zagotovo bo pa ta sprememba šla v pozicioniranje Nove Slovenije na sredino. Tako v ekonomskem smislu mi nismo zagovorniki socializma, prav tako ne divjega kapitalizma, ampak zagovarjamo socialno-tržno gospodarstvo. V odnosu do sveta nismo podporniki nacionalistov, ne globalistov in v tem duhu in v tej smeri bo šla tudi prenova temeljnega programa. Seveda se pa zavedamo, da je naša moč odvisna tudi od naših korenin. Drevo, ki nima močnih korenin, lahko zelo hitro pade ob večjih viharjih in prav naši lokalni odbori so naše korenine in v drugi polovici leta bomo začeli intenzivno z osveževanjem tudi naših lokalnih odborov.
Vsekakor pa je Nova Slovenija dokazala, in to se bo trudila tudi v prihodnje, da je stranka, ki povezuje. Nova Slovenija je stranka, ki združuje in ki je sposobna sodelovati z obema političnima poloma v Sloveniji, seveda v korist Slovenije.